lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kot je bilo napovedano, je moja naloga danes, da vam predstavim slovensko ogrodje kvalifikacij. Mogoče bi na začetku omenila, da so razprave na to temo umeščanja naših kvalifikacij v evropsko ogrodje kvalifikacij segajo že v leto 2005 in 2006, ko je bila kar širša nacionalna diskusija o tem, ali bomo pripravili nacionalno ogrodje kvalifikacij in ga povezali z evropskim. No, na koncu je bil dosežen konsenz med 3 ključnimi ministrstvi, ministrstvom pristojnim za delo, za izobraževanje in za visoko šolstvo ter socialnimi partnerji, da bo Slovenija pristopila k pripravi nacionalnega ogrodja kvalifikacij, ki ga bo potem povezala z evropskim ogrodjem kvalifikacij, in to odločitev smo potem tudi sporočili Evropski komisiji, ki nas je vključila pol v skupino držav, ki bo pripravljalo svoje ogrodje. Zdaj, mogoče, kaj je bil namen, ko smo se odločali, kaj ne bi bil namen slovenskega ogrodja, kaj želimo z njim doseči. Torej, glavno je bilo, da želimo doseči transparentnost in pa prepoznavnost kvalifikacij v Sloveniji in Evropski uniji, in sicer njegovi temeljni cilji pa so, da se podpre vseživljenjsko učenje, torej da se prikažejo vse kvalifikacije, tako formalne kot neformalne, da poskušamo povezati in uskladiti slovenske podsisteme kvalifikacij na ta način in da izboljšamo preglednost, dostopnost in kakovost kvalifikacij glede na trg dela in civilno družbo. Zdaj, intenzivnejše priprave za pripravo nacionalnega ogrodja kvalifikacij so se začele v letu 2009, ko je Ministrstvo za izobraževanje imenovalo Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje za nacionalno koordinacijsko točko za evropsko ogrodje kvalifikacij. In ta točka deluje kot vezni člen med državo in Evropsko komisijo pri implementaciji pobud evropskega ogrodja kvalifikacij. Prav tako pa smo v letu 2009, nam je bilo zaupan tudi projekt Evropskega socialnega sklada strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, prav z namenom, da razvijemo slovensko ogrodje kvalifikacij. Drugi pomembna aktivnost je imenovanje medresorske delovne skupine za pripravo slovenskega ogrodja, ki je bila imenovana strani Vlade Republike Slovenije januarja 2010. No, in ta skupina je v bistvu organ odločanja pri vzpostavitvi SOK-a, torej slovenskega ogrodja, in njegovem umeščanju v evropsko ogrodje. Je socialno-partnersko sestavljeno, torej so predstavniki tako ministrstev, zbornic, sindikatov, študentov in dijakov, pa še strokovne inštitucije, CPI in pa statistični urad. No, in v istem letu je medresorska skupina imenovala še ožjo skupino strokovnjakov, katerih naloga je bila pa potem priprava predloga SOK in njegovega umeščanja v evropsko ogrodje. Toliko zdaj o zgodovini in namenu. Zdaj, če povem, kaj SOK je, torej zdaj odločitev, da je to enotni sistem kvalifikacij v Republiki Sloveniji za razvrščanje kvalifikacij v ravni glede na učne izide. Torej, to je glavna zahteva tudi evropskega ogrodja kvalifikacij, da za vse kvalifikacije zdefiniramo učne izide v smislu, kakšna znanja, spretnosti in kompetence mora imeti oseba, ki je imetnik te kvalifikacije. Kar je mogoče še pomembno, je tudi to, da se preko evropskega ogrodja na ta način umeščajo slovenske kvalifikacije tudi v evropski prostor, in moramo reči, da v zadnjem času postopno, očitno tudi širše, saj
so nas Evropska komisija obvestila, pa bo mogoče naš direktor več povedal, ki je član advisory grupa, da se tudi druge države, kot so Avstralija, Hong Kong, dogovarjajo z Evropsko komisijo, da bi svoja ogrodja tudi umestili in naredili umeščanje njihovih kvalifikacij v Evropsko ogrodje kvalifikacij. Zdaj, komu je namenjen? V bistvu to ogrodje kot informacija o ravneh kvalifikacije je dejansko namenjen vsem, torej tako dijakom, študentom kot delavcem, delodajalcem, ponudnikom izobraževanja, saj bo nekako olajšal razumevanje kvalifikacij, ker se trudimo, da so opisane čim bolj razumljivo in pa seveda ga povezujemo tudi z drugimi evropskimi inštrumenti mobilnosti, predvsem je že del, te informacije so del Europasa, v SOK-u so informacije o ICVET točkah in tudi o ECTS, tako da poskušamo vsa ta orodja povezati med seboj in da so informacije pač transparentne iz različnih vidikov. Zdaj pa, katere kvalifikacije so zdaj v našem ogrodju? Torej, odločitev je bila, da imamo v Sloveniji 3 tipe kvalifikacij. Prvi tip in s tem, da je bila tudi odločitev, da imamo enotno ogrodje, kar pomeni, da bomo vključili v ogrodje tako splošno, poklicno kot visokošolsko izobraževanje, torej vse od osnovne šole do doktorata, torej vse kvalifikacije in da ne bomo ločili visokošolskih kvalifikacij posebej, kot so nekatere države se drugače odločile. Tako da tipi kvalifikacij so zdaj izobrazba, torej kot ta tipična kvalifikacija, ki se izkazuje z javno listino, ki jo dobimo za zaključenem formalnem izobraževanjem. Potem drugi del se je v času, ko smo to predstavljali na Evropski komisiji, še ta tip kvalifikacije so bile samo nacionalne poklicne kvalifikacije. Zdaj, jaz sem zapisala že poklicna kvalifikacija, ker ob pripravi zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij je bila odločitev, da se v ta tip kvalifikacije poleg nacionalnih poklicnih kvalifikacij vključi še kvalifikacije, ki se bodo dobile po programih usposabljanja in izpopolnjevanja v skladu z zakonom, ki ureja poklicno in strokovno izobraževanje, in pa študijski programi za izpopolnjevanje v skladu z zakonom o visokem šolstvu. Tako da smo nekoliko zdaj razširili ta tip kvalifikacij. Vse kvalifikacije so pa tiste, ki daje javno listino in so na nek način tudi že formalne, čeprav lahko potrjujejo tudi neformalno pridobljeno znanje. Odločitev nekje je bila v Sloveniji tudi, da bomo naredili komunikacijsko ogrodje, kar pomeni, da ne bomo šli v reformo izobraževanja zaradi tega, ker smo tudi utemeljevali, da smo reformo tako v poklicnem kot v visokem šolstvu opravili že preden smo začeli z ogrodjem. Edini reformni del, ki je v ogrodju, je vključitev dodatnih kvalifikacij. Tukaj skušamo pripeljati tudi ta neformalni del, kar je tudi eden od ciljev evropskega ogrodja kvalifikacij. To so kvalifikacije, ki naj bi dopolnjevale usposobljenost posameznika na določenem strokovnem področju na isti ravni, na kateri je že pridobljena kvalifikacija, torej naj ne dviga raven kvalifikacije. Trenutno pa imamo vključene v ogrodju samo izobrazbe in poklicne kvalifikacije, zaradi tega, ker zagotavljamo kakovost in vključujemo samo tiste kvalifikacije, ki so šle čez postopek akreditacije. Torej, dodatne kvalifikacije bodo vključene po sprejemu zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij, ker ta bo določil način in postopek umeščanja teh kvalifikacij v slovensko ogrodje. Zdaj, koliko je ravni? Torej, odločitev je bila, da imamo v Sloveniji 10 ravni. Evropskih je
8. Zdaj odločili smo se, da jih umeščamo po 2 principih, ekvivalentno ali pa z optimalnim ujemanjem. Zdaj evropsko ogrodje, ki ima 8 ravni, je bila odločitev, da 6., 7. in 8. raven so rezervirane za 1., 2. in 3. stopnjo bolonjske, torej visokošolskega študija. Kje smo mi umestili po 2 kvalifikacije v eno raven, je naša 4. in 5. raven. Če bi gledali izobrazbo, je to 3-letni in 4-letni srednješolski programi, so po načelu optimalnega ujemanja, tako imenovanem best fitu, v 4. ravni. Drugo, kjer je bilo zelo veliko diskusij, je 9. raven. Tu smo isto po načelu optimalnega ujemanja umestili v evropsko ogrodje na 8. raven, torej na raven 3. bolonjske. Tukaj moram reči, da je bilo največ diskusije tudi v Evropski komisiji zaradi naše 9. ravni. Lahko rečem, da smo kar malo ponosni, da smo jo obdržali. Kljub temu, da je država Hrvaška, ki jo je pred nami v bistvu umeščala, v postopku umeščanja popustila, tako da so jo umestili na 7. raven, zdaj mi smo na znanstveni magisterij držali na ravni 8. Tukaj je kar skoraj leto bilo dogovarjan in argumentiran, da smo nekako uspeli to obdržati. Če bodo večje vprašanja, bo potem lahko naš direktor povedal, ki je v tem sodeloval. Zdaj, kako na tej spletni strani boste že zdaj dobili vse informacije, kako se naše kvalifikacije umeščajo in predvsem, katere listine so pri kateri ravni. Prejle smo govorili o 4., 5. ravni, torej 4. spričevalno zaključnem izpitu, 5. splošna matura poklicna. Tukaj na tem prvi strani so samo osnovne informacije o tem, kar so zahteve, in ti parametri so tudi pri upisu kvalifikacij zahtevan strani tudi Evropskega portala, tako da imamo enotne upise kvalifikacij med državami, torej vse podatke od kreditnih vstopnih pogojev, kakšen je sistem ocenjevanja in podobno. Zdaj, ko smo se odločili, katere ravni bomo umestili in katere kvalifikacije v evropsko ogrodje, je potem v letu 2012 in 2013 potekala priprava zaključnega poročila, ki smo ga prvič, v bistvu ga je vlada se z njim seznanila v aprilu 2013 in maja 2013 je bil predstavljen pred Evropsko komisijo. No in končna verzija je bila leta oktobra 2014 po vsej argumentaciji in s tem, da nismo pač popuščali, kar se tiče umeščanja naših kvalifikacij v evropsko ogrodje. Zdaj, s tem, ko smo tole pripravili, smo tudi ena od 14 držav, glih prej sem vprašala, 24 držav je do sedaj umestilo svoje kvalifikacije v evropsko ogrodje. No, mi smo se kar dokaj hitro zdaj potrudili, da smo tudi vse informacije zagotovili Evropski komisiji, tako da zdaj našo državo že lahko znotraj 14, ki so pač to uredile, primerjate. Jaz sem dala zdaj tukaj primer, torej od informacij nacionalne točke do našega poročila in pa seveda ravni glede na ravni evropskega ogrodja, ker evropsko ogrodje je neko meta ogrodje, ker se države s svojimi ravni srečamo in se nekako lažje razložimo, kaj neka raven v državi pomeni glede na drugo državo. Za primer sem dala Irsko, slučajno ima tudi 10 ravni, je bila pa prva država, drugače pa države imajo zelo različno, velikih je šlo, posebej, če so na novo pripravljali, kar v 8 ravni, da bo lažje, medtem ko največ ima Škotska 12, Francija je ostala pri svojih 5, torej tukaj je odločitev države. Pomembno je samo, da tukaj preko evropskega ogrodja pač zdefiniramo, katere ravni so.
Tako da te informacije so zdaj na tem evropskem portalu, trenutno se imenuje Learning Opportunities and Qualification in Europe. Moram reči, da vsakih leto nekaj spremenijo in nas dajo na drug portal, ampak povezava z našim registrom je stalna. Zdaj, kar je še pomembno, ravno v povezavi s to stranjo, ko smo jo videli, je, da ena od nalog nacionalne točke je tudi, da se vzpostavi v državi register kvalifikacij, kjer bodo kvalifikacije opisane po parametrih, ki so bili dogovorjeni v Evropski komisiji, zato ker se tam pripravlja tako imenovani IQF portal. Prejle smo že en del tega portala videli, no, in za ta namen smo pri nas pripravili register, trenutno ga polnimo. Mislim, da bo nekje do naslednjega leta, do februarja, bodo vse kvalifikacije, trenutno delamo, kot sem rekla, izobrazbe in nacionalne poklicne kvalifikacije, bodo za vseh 26 področij, po vseh ravneh, in pa seveda smo dolžni to pripraviti v slovenskem in angleškem jeziku, in tukaj pač je potrebno več sredstev. Moram reči, da Evropska komisija da vsako leto nekaj sredstev za razvoj tega registra in tako nekako za to računamo. Popisane imamo dejansko vse, ampak čakamo še sredstva, da do konca prevedemo. Potem mislim, da nekje do najkasneje marca bo vse dostopno. Kako se išče? Lahko se išče po področju ali pa direktno po kvalifikaciji. Če je po področju, so področja Klasius, oziroma isto je bil dogovorjeno, da so področja mednarodne ISKET klasifikacije. Tako, zdaj po ravneh, po področjih je v registru, ko kliknete na ime kvalifikacije, se vam pa piše po vseh parametrih, ki so isti v evropskem ogrodju, kar je najbolj pomembno in s čimer imamo največ dela, in mislim, da tudi v prihodnosti se bo ta del posodabljal, je opis kvalifikacije z učnimi izidi, ker je dokaj različen na srednjem izobraževanju, še ne toliko, kar imamo priloge spričevalo, ki so bile dobra osnova za to. V visokem šolstvu so pa odvisno od fakultete, koliko so posvetile temu delu pozornosti. Namreč odločitev medresorske skupine je bila, da vključimo noter z opisom, ki je bil pač v času akreditacije. Tako da postopno pripravljamo navodila, tako da nove kvalifikacije bomo poskusili, da bodo čim boljši opisi kvalifikacij, ker ti opisi se bodo pol tukaj videli, ne. V tem portalu smo mi štartali, mislim, da približno 3-4 leta nazaj, kot testna država, 15 je bilo, zdaj mi še vedno testiramo, testno sta se zdaj priključile Grčija in Irska, tako da tukaj se pa te kvalifikacije, ki smo jih videli, zato zdajle tudi računalništvo, gledam pomen izobraževalni program, tukaj je veliko. Je pa v bistvu upisano tudi, trenutno je taka oblika, se ne vidijo vsi parametri, kot smo jih dali in kot so bili dogovorjeni, je pa res, da tudi ta portal nastaja in so ga trenutno prestavili v bistvu to bazo prestavili v ta portal Learning Opportunities, pa mislim, da so nam že napovedali, da ga bodo prestavili v en drug portal, tako da Evropska komisija se tukaj ne more čisto odločiti, kako bo združila vsa ta evropska ogrodja oziroma orodja v enoten portal. Zdaj, kar se nacionalne točke tiče, bom zelo hitro. Kot nacionalna točka smo strani Evropske komisije zadolženi za to, da zagotavljamo vse informacije o evropskem in slovenskem ogrodju, da sodelujemo z mednarodnimi inštitucijami na tem področju, jim nudimo vse informacije in sodelujemo v mreži teh točk.
No, kar se tiče pa na nacionalnem nivoju, smo pa zadolženi, da strokovno nudimo vso podporo pri delu medresorske delovne skupine, da še naprej razvijamo, implementiramo ogrodje, da objavljamo kvalifikacije v nacionalnem registru. Zdaj, če bo zakon sprejet, bomo mogli izdajati tudi potrdila o ravni SOK in EOK posameznikom za nacionalne poklicne kvalifikacije in pa predvideva se, da bomo odgovorni potem za vodenje teh postopkov umeščanja dodatnih kvalifikacij. To, kako bo pa v zakonu, bomo pa videli. Toliko z moje strani. Najlepša hvala.